Drevesa so bila veličastnejša, tudi trava je tam rasla drugače, kakor okrog doma, ki smo jo kosili za krmo. Kot otrok sem hodil na obisk v Petrovko, kakor na Božjo pot. Dajala mi je zatočišče pred vsakdanjo menjavo iger in dela, pred zaposlenostjo odraslih in zahtevami šole. Tam sem našel svoj čudoviti Božji mir. Petrovko sem obiskoval poredkoma, morda sem se bal, da bi izgubila svoj čar. Toda čustvo, ki mi ga je dajala, je ostalo. Povrne se v samotni tišini ponosnih gora, prostih nemirnega človeškega iskanja. Povrne se ob enakomernem pljuskanju morskih valov, svobodnih v svojem brezčasju, ob vsem tem slutim sproščenost oblakov in neminljivost vodnih ptic na stenah egipčanskega groba. V takih trenutkih se želim zadržati in svoj čas posvetim, ga osvoboditi končnosti, zaustaviti tek dneva, preden mine ali uide v pozabo. Ta želja je seveda varljiva, ker je bil s tem čas ogoljufan za svoje bistvo. Žuželka, ujeta v jantar, je nesmrtna le zato, ker je mrtva. Mrmranje valov ob morski obali bi mi hipotetično vzelo moč volje in me spremenilo v brezosebno bitje. Gore in narava v vsej svoji pasivnosti so v delih Nikola, samozavestne in samozadostne in brezbrižne, ne zmenijo se za človekov strah in bolečino. Oldmar River se brez prestanka vali nemo in brezbrižno naprej. Trajnost, ki jo more dati narava, je brezosebna, je brez srca, gluha loza. Iz človekove želje po trajnosti zrastejo bajke. Minljiv dogodek, ukrojen in ujet v zgodovini, je v bajki dvignjen na čas. Minljivosti je dana trajnost, umrljivosti lasti neumrljivost. Toda bajk in ideologij, ki si domišljajo, da posedujejo trajno veljavno razlago življenja in zgodovine, se vedno oklepa smrt. O, je želja po nesmrtnosti. Naj si strah pred smrtjo razlagamo kot še enega od iracionalnih strahov, ki se nas lotevajo v življenju, ali pa naj sprejemamo neprestane spremembe kot nekaj neizogibnega. Jezus ne misli tako. Upiraje niču in želja po nesmrtnosti sta nam vdahnjena v bistvo, ki hoče sprejeti smrt kot zadnjo besedo. Večno življenje moramo iskati tam, kjer ga lahko najdemo. Najdemo ga v njem, ki živi večno življenje in ki nad njim smrt nima oblasti. Resnično povem vam, pride ura in je že zdaj, ko bodo mrtvi slišali glas Božjega Sina in kateri ga bodo slišali, bodo živeli. Kakor ima namreč Oče življenje v sebi, tako je dal tudi Sinu. Advent nam oznanja drugi prihod Sina Božjega, ki je umrl in vstal in se osvobodil prijema smrti. On nas bo poklical in zbral od 4 vetrov, od konca zemlje
do konca neba.